Pier Paolo Pasolini je veliki italijanski pesnik, literat, filmski režiser, intelektualec, marksist. In ob stoletnici njegovega rojstva smo se v Kinoteki odločili, da mu naredimo poseben poklon, tako da bomo od 31. marca do 8. maja prikazali kompletno retrospektivo njegovih filmov, mu priredili razstavo fotografij in izdali slovenski prevod izbranih del njegove knjige Heretični empirizem. Prikazali bomo 13 celovečernih filmov, 5 njegovih dokumentarnih filmov o Pazoliniju in 9 kratkometražnih in srednjemetražnih filmov Pier Paola Pazolinija. Začenjamo 31. marca z njegovim drugim filmom Mama Rim. Moramo se zahvaliti in smo zelo veseli, da nam je Kinoteka iz Rima posodila večino filmov na 35 mm kopijah in še posebej zaradi tega se v slovenski Kinoteki zelo veselimo. Pier Paolo Pasolini je prišel k filmu relativno v poznih letih. Začel je kot pesnik, pisal je poezijo v furlanskem dialektu, napisal je zelo pomemben roman leta 1956 in leta 1961 je posnel svoj prvi celovečerni igrani film Berač. In skozi kompletno retrospektivo bomo lahko videli, kako se je razvijal njegov filmski jezik. Kar je pomembno vedeti pri Pazoliniju kot filmskemu režiserju je to, da je bil samouk, da je deloval popolnoma izven kanona filmske govorice tistega in tudi sedanjega časa. Delal je z naturščiki, zelo pazljivo je izbiral lokacije svojih filmov, tako da še posebej pri zgodnjih filmih je primerjal svoje filme z slikami, torej nanašal se je na slikarstvo italijanskega zgodnjih 300-400 let. Pri Pazoliniju je zanimivo tudi to, da je s svojimi filmi izzival kontroverzne reakcije. Pri filmu Skuta recimo so mu sodili in ga celo obsodili na 4 mesece zapora zaradi žalitve državne religije. Ko se je pritožil seveda na to kazen, so ga oprostili, kajti v Italiji so v tem času spremenili zakon. Veseli nas tudi to, da smo pridobili skoraj vse njegove filme razen enega, in to je kratka epizoda za film Kaprica po italijansko. Zaključujemo 8. maja, torej zadnji dan, katerega bomo pokazali v bistvu njegovo trilogijo življenja, filme Decameron, Canterburyske zgodbe in Cvet tisoč in ene noči v posebnem maratonu, in se bomo na ta način, na lep način z trilogijo o življenju poslovili na nek pozitiven način od Pazolinija, ki je prerano umrl leta 1975, so ga še pod nepojasnjenimi razmerami ubili v Ostiji, in tako da sam tudi ni dočakal premiere svojega zadnjega filma Salo ali 120 dni Sodome. In lahko nam je žal, kajti vemo, da je Pasolini razvijal in imel v predalu še več scenarijev za nove filme, ki bi jih rad posnel, tako da zdaj obstajajo samo neki zapisi. Ampak vseeno nam je zapustil ogromen opus in se lahko nove generacije učijo o tem, kaj je in kako je bilo delati filme na prav poseben pazolinijevski način. V sodelovanju z Kulturno asociacijo Cinema Zero iz Pordenona in z Kinoteko v Bologni bomo prikazali tudi razstavo fotografij Pier Paola Pazolinija, tako njegovih portretov kot fotografij iz snemanj njegovih filmov, kot tudi fotografij iz filmov samih. Ta razstava je še posebej zanimiva, kajti v sodelovanju z muzejem v Idriji bomo nekako obelodanili tudi leto življenja, ki ga je Pasolini kot 9-letnik preživel v Idriji, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo, in na razstavi bomo videli tudi njegovo spričevalo iz tega obdobja in še nekatere artefakte. Ob razstavi in retrospektivi bomo izdali tudi slovenski prevod zbranih del iz Pazolinijeve knjige Heretični empirizem.
In za to knjigo je kar daljši uvodni zapis prispevala tudi Majda Širca.